Seksaš, valjda seksam. In to večkrat na leto. Tukaj bi mogel priti naš jingle, samo ga še nimamo. Let's go. Dober dan, pozdravljeni nazaj v novi epizodi, člani, like, comment, share, subscribe. Najjači podcast v Sloveniji. Danes sem se odločil, da bom začel to govoriti in statistika, ne statistika. Manifestamo. Ja, zdaj si prišel na najjači podcast v Sloveniji, tako da pozdravljen. Jure, koga imamo danes z nami? da smo z nami. Danes je z nami Boško Praštalo, pisatelj, predavatelj, učitelj mreženja in lastnik revije, tako da... Kaži po flekse, že če imamo? Kažemo vse, kar imamo. Voljda da ja. Torej, lastnik licence Licenca super brand. Okay, lastnik licence Superbrand in revije Super znamka. Torej, ta revija tudi izgleda zelo zanimiva, zberajo 200 najbolj, ko bi rekel, prepoznanih znamk v Sloveniji nekako, ne? Superbrand licenca. Aha. Ja, pri Superbrandu pridemo do tega, da 200 brandov licenzus vsako leto, pa mi ne govorimo, da pridejo not, tako da to je projekt, ki ima še full potencial za rast, ampak je legit, je cool. Revija je pa pač klasični medij, ne? Tako da, Revija vedno se bo brala, ne? naročnine, vse veš, oglasi. Tako da. Tudi jaz sem not. Ja, to je zdaj, sem mislim, tudi jaz zdaj, ko je Matej not, zdaj pričakujemo, da to Aha, ja. skoči, da... Tako. Pa ja, lej. Še tle Jure. Ja, nima nič Jure tle z vami. Ja, ko vedno, kaj. Ko je bil kaj tvoj teden, Boško? Mi vedno začnemo tako v vizi, si delal kaj zanimivega ta teden. Ta teden je bilo, cool je bilo, no, tako da kar mičken bolj umirjen v primerjavi z ko bi rekel, prejšnjimi tedni, manj je bilo, ni bilo predavanj, ni bilo delavnic, še imam to, pa je ful noro, ampak ne, ta teden sem izkoristil proti za networking, za one sestanke, ki si jih moraš vedeti, za kavice, za par strategij še za ureditev, pa gledaj, top, cool. Nice. Moj teden je klasičen, kaj, delam, hodim neki v fitness in se trudim sestaviti par zgodb skupaj, ne. Tako da, ja, bil sem ful v morju, sem se probal vsak dan iti vršt v morje in mi je uspelo in pol sem ležal ko mrtvak vsakič pol ure tako notri. Tudi ko je bil drž sem šel, pač res, meni morje me res malo, me pomiri, ko je stresen dan, lepo grem malo v morje in pol grem delati naprej stvari, tako da sem našel nek ritem, ki mi paše. Kaj pa? Ti Rimke. Zdaj me ne peče več, ko sem bil spržen, mati moja. A zato ga zdaj udaril? Ja, saj zadnjič sem ga tudi. Nismo nič povedali, jaz sem bil na SOFU v Portorožu, to je Slovenski oglaševalni festival. Ja, Slovenski oglaševalski festival, ja. To sem ga zadnjič popravil. Nek največji marketing dogodek v Sloveniji. Sigurno, no, ja. Med večjimi verjetno, ali največji? Lahko reči, da je kar največji, no. Večji kot ta podium, misliš? Po moje, no. Ja? Govorimo marketinško, ja. Pa se sej podnja je tako. Slovensko marketinško konferenco, ki je tudi zelo obiskana. Vse to je v bistvu stene dva dogodka v Sloveniji, ki sta, pač to je to, kar se tiče. Dobro, rekel bom, da je največji, ker jaz sem govoril tam, tako da. Absolutno. Ko so začeli, tam sem jaz govoril, smo imeli jaz Seljaš in Domen, smo imeli predavanje v TikToku in malo o mojem filmu celo smo povedali. Nice. Ko je bilo? Ti povedi, si bil v občinstvu, ko smo bili? Ja, iz cool je prve bilo, roke. glej, mislim, se škvala, Sofija je fajn, cool ste bili na stageu, bilo je zanimiv, valjda, ker je bilo interaktivno z vsemi video, ki ste jih dodajali pa to. Meni je bilo fajn, ko sem folko rekel, Kan, TikTok nagrada, to je on, tako da je bilo, tako da je bilo, top je, pa fajn je tako, ko vidiš nekoga, piješ njemu kavo, pa ga vidiš njemu stageu. Mislim, nice, no. Ja. Hudo. Kako se pa ti počutil gor na... 500 folka, tam vse polno, najbolj mi je bilo bizarno, nisem opazil prej še nikoli tako. Jaz tam predavam, ne? In na eni točki sem se za sekundu spomnim ustavil, ki sem pogledal na slajd, da premaknem. In pogledam po dvorani, smrtna tišina in zbranost. Ja. Mislim, tako, folk dejansko tako čaka, kaj bom zdaj rekel? Prav, Škaj, na Sof res pridejo dejansko poslušati predavanje. Ja. Pridejo poslušati dejansko folk, tudi je fokus. No, ja, ampak tako, prav čutil sem vse oči na meni. Kamorkoli sem pogledal, smo se pogledali iz oči v oči. In to mi je bilo, kakšna pozornost. Pravno, to mi je bilo najbolj bizarno. Ful hudo. Ne, top je. Tako da Sof je ta prava. Pa to, da si gor na stageu je kar, dajmo reči. Mora biti počutek zanimiv. Vidiš ljudi, torej ni ono senca, ko... Ne. Pa to ti veš, ko ste vi pa šel na stage.
Ja. Networking. Networking, ja? Jaz sem bil z direktorjem, smo bili na kavi, debatirali in neki omenjam TikTok, ne, in ona reče, ko bilo dobro imeti, ne, in sem povezal Mojco, Domna, Aljaža No. in Torej, praviš, da marketing lahko pomaga, ne? Ker mreženje, da lahko zelo pomaga. vse, pa se to, da jaz danes kle sedim, je posledica mreženja, tako da ste se tudi dojela. Kdo je že tako zgliče direktorca? Mojca. Mojca. Mojca Briški. Kaj Top. je malo starejša, črni lasi? Pa mislim, ne, ona je svetle, mislim, ne moš reči, da je malo starejša. Kaj je še nekdo nad njo? Samo to zdaj študiram. Ne, ona je direktorica SOZA, Slovenske Športske zbornice. Ja. Ok, ne, pol pa Sofa, šefica Sofa. Ona je. Ona je. Mislim, ona ima celo koordinacijo, njena ekipa. Ok, mogoče pa to. V glavnem, hočem reči, smešne bloki, tam sem spoznal ena stara kolegica, ne, čau Rimanič, kaj ti predal na Sofu? Zdaj moraš spoznati motet, kaj je ona šefica tle. Ja, lahko je šefica česatšne divizije ali kaj. Ja. In veš kaj, mogoče sem falil, mogoče tam Mojca zelo. Ne, lahko je ful enih vlog tam, veš, ker je to. Je rekla, ne, šefica, da je. Ekipa. Jaz se verjamem, da je Mojca že zdaj začela delati poteze za SOF naslednje leto. To je huge, veš, ti pripeljati, se kle čez 1000 ljudi pride, to govorcev, to je huge zelo gajno, tako da vas respekt. Tako, vsak, ko je od nas naredil kakršenkoli dogodek, ko vidiš nekaj tazga, je treba biti kar. In mi moramo, ti, ki smo dejansko, ko delamo v svetu marketinga, je treba to podpreti, no? Ker je na enem mestu dobi toliko ljudi, vsebine, spet networking. Ja, valjda. Kaj, se moram sam pohvaliti, ali me boš ti pohvalil? Jaz ne vem nič. Šupak. No, jaz sem bil na leadership programu od SIDA, če poznaš mogoče SID. Ja, poznam. In sem na zaključnem tem dogodku, je prišla pač itak, se prepoznalo z tega podcasta, ki ga imamo, ne, pa je prišla, pač je bila na Sofu in jaz sem vprašal, in da ti je bil najbolj všeč, pa ni vedela, da je Matej bil tam. In meni je bil všeč bil tam Matej, ki je imel predavanje, je bilo ful zanimivo in to je zdaj ful hotel, da povem, da ga pohvalim. Pa je ženska rekla, da si bil najbolj všeč, ja. Jaz zihar je vedela, no, pa je hotela. Ja, mogoče ne, ampak tako, ful zanimivo, mislim, pač še vedno ljudje malček zanemarjajo mogoče ta TikTok v resnici, kot vidim, ne, dosti brandov, veš teh malo starejših brandov, ki tam so mladi lideri v smislu, tipo, dobro, jaz sem bil tam, ne vem, mislim, da med mlajšimi, ampak so bili tam tako, moje leta, no, približno tam +3, +4, +5, tu je starejši, ne. Ampak nekako niso še tam, ne morejo upeljati neke spremembe v smislu, da bi malo šli naprej s tem marketingom. Ti imaš veliko folka, ki sploh social še niso zakrapali. Sej to, eni niso imeli LinkedIna. Ja, pa škeno, pa gledaj, jaz sem 2015, ko sem iskal job, ko sem bil na Kompasu, pa da sem hotel zamenjati job in vsi so pač rekli, par njih rekli LinkedIn, LinkedIn, in pa sem odprl pa počasno. Jaz sem dejansko 2015 gor, sej, ko ti nekaj pa delaš, pa se premikaš, se je nekaj ljudi, pa ogromno kontaktov se dobi, veliko stvari izveš, pa imaš kljub temu še ogromno ljudi, ki niso gor. Pa je, kje je TikTok, no, ti veš, dejstvo to je kle. Zdaj, boš zagrabil ali ne? To je to. Na tebi. Poj pa kle, nehamo filozofirati. In pa folk ne rekel, kot ponavad, a veš, ko bojo videli, da to nekaj, pa bo videl vaju, ko ste nekaj, pa ne, kogarkoli nekaj naredil, preko sej. Nemo pa ni izi, ne. Sreča. On imel pa sreča. Sreča. Ta pravi cajt je. Jaz se sam še nasmejem in prstakim nekaj debatirati. Portorož, pred nami so imeli neko debato, smo zaslišali, ker so tako ful pivali po influencerjih in teh pač social media, da to ne velja še vedno, naš marketing in to še vedno zagovarjamo, je boljše. In vsi mi smo bili, dobro, no. Vsem marketing, to je več kanalov, ne, to je en kanal, TikTok je kanal, Instagram je kanal, fizična pošta je kanal, televizija je kanal, ti moraš človeka, mislim, da najmanj 7-krat uhvatiti. Jaz sem bil na Radio Center
ko sem bil tam direktor za trženja, je bilo takrat, da je moral slišati, zdaj se bom 12, 13, 15 to glas, da ga je zaznal, kje smo zdaj. No. Zdaj, po moje je to, je pač velike stvari, bodimo iskreni. Dejstvo, da je pač ratel veliko stvari, velike vsebine, velike brendov, mislim, brendi, danes je res na easy narediti brand. Tu smo zbili, da ga pa da je uspešen, ampak danes imaš pa eni brendi imajo pod brendov toliko, da se ti meša. Le poglej, ne vem, da nam zdaj imelo, ne vem, Fruktal je imel svoj čas 3 sokove, zdaj imaš pa že da nam rekel, ne vem, od ploščic, pa imaš zajtrk, pa imaš kosmiče, pa imaš ni da ni, a veš, pa bilijon različnih sokov. Pač, a veš, danes je klanje na policah, a veš, in klanje pa, da prideš dejansko na social, da dobiš pozornost, da te, kaj fora, glej, jaz sem Jurijo Denarenc, vsi hoče tega Jurija. Ja, vsi bi tega Jurija, Kaj, zakaj? Zdaj pa vprašanje je, zakaj si ti dovzeten, pa sploh, kaj si ti brand, kjer je tvoja ciljna skupina. Ne moš reči, da so vsi, ker je premalo, jaz vedno rečem, premalo denarja. Od teorije to, kar jaz govorim. Mislim, bi bilo fajn, že za mojega vida, ki je 10 let star. Da nam rekel za enega, ki je star 45, 50, 60, pustimo, ampak jaz sem prekratek, da bi šel za celo Slovenijo nagovarjati. Lahko, če bi imel, ne vem, $500,000 evrov, ne vem, milijonček, pa da smo posod, pa bil pa na televiziji, na billboardih, zakupil bi najboljši influencerji, pa bi se pa res naredil nekaj, ne? Tako gre pa bolj počas. Ena dobra metafora je tipo Loki in puščice, ne? Če ciljaš nekoga, ki hočeš zadevati, ga boš zadev. Če pa streljaš vse povprek, mogoče boš kaj zadev, ne? Torej moraš res targetirati tam, kamor hočeš iti, ne? Zato, ker imaš ti en lok na puščici. Nimaš 100,000 puščic. Vojsko s sabo, ne, pa lahko strelov, strelja in zadel, ne. A veš, ampak gled. Si rekel na radiju, moramo se mi zdaj tle malo našim gledalcem. Drugi teden nas boste čuli na Radio Hit, imamo oddajo iz Njure. Ko se že kliče? Zakaj ti je bilo tega treba? Zakaj ti je bilo tega treba, stari? Tako da poslušajte kaj, pa nas boste čuli še tam, no. Ja. Tako da komentiramo neke zanimive prigode iz Guinnessove knjige rekordov. Torej, recimo tisti, ki so preživeli, tisti, ki so umrli, ali pa tisti, ki so kaj še? Preživeli, umrli. Ali neki full wow. Ja, ali pa nekaj fascinantnega. Ko sem menil, jaz sem le včeraj tam kupil Guinnessovo ta novo. On je, mislim, da ima že zadnje 3-4, ne? Vsi smo bili napaljeni. Ja, jaz tudi. Včeraj mi v trgovini, Ati je valjda lah, ne? In zdaj bere in je ful navdušen na tem podatki, tako da. To. Dobro, že ki smo pri knjigah, Jure. Ja, nič, tukaj imamo tudi knjigo od Boško, se v redu, Boško je. Ja, Boško je. Ki vsakič se ustrašim, da kaj narobe rečem. V glavnem, jaz sem bil Božo, Boštjan, ni da ni stari, ti sam, na B reč, pa si jaz to zavljam. Ne, se mi je zdelo, da je bil Boško, samo, ja, okej, dej, kat. V glavnem. Tle imamo knjige od Boškota. Povej, kaj so te knjige? Jure, jaz prebral knjigo, ni še? Ja, sem prelistal. Prebral sem naslove. Kazalo je prej res prebral. Glej, čist simpel. Knjiga govori o mreženju, je pa tako, zelo tako easy napisana, pa namenjen je pač folku, da se aktivira. No. Torej, to ni knjiga za nekoga, ki se že mreži, mogoče bo najdel tam 3-4-5 dobrih for, ne. Načeloma pisal sem jo za ljudi, za Gunga Boškota, ki je bil, 7-8 let nazaj, pasiven, toksičen, za folk, da se dejansko zaktivira, no, čist po domače. No. Tako da je pa velike ta pravih zgodbic not, pa zelo konkretnih stvari. Lahko bi celo rekel, da mi že malo na nekem učbeniku. Ne. Tako da dobiš zelo konkretnih stvari. Gledaj, mi je rekel kolega Jaka Kladnik prav, da sem zelo prijateljsko, malo naiven umen, da bi lahko z te knjige napisal 3 knjige, ne, da sem to bil konkreten. Ne. Pošten si. Ne vem, jaz sem pač, ful ponosen na to, no. Tako da za enega super, res. Za enega fanta, ki je imel v osnovni šoli spise 2, ležit. Kako pa si se lotil pisanja knjige? Jaz sem tako vprašal, prvo poglavje je Boško, zakaj? Zelo simpel, lotil sem se pa, ne vem, pač enostavno hotel sem zapreti nišo o mreženju v Sloveniji in mislim, da če napišeš dobro knjigo, da pač čez čas, jaz sem še čist na začetku, lahko dobiš nek kubriku, da rečejo, prepoznal sem, nekaj ve o temu. Jaz nisem vedel, ko se knjiga napiše, razmislil sem o moje mreže, koga poznam, poklical Petro Škarja, ona dejansko
pač pomaga posameznikom pisati knjige, šel z njo na kavo, mislim, da iskreno v prvi kavi niti ni dojela poanta mreženja, pa so spet še eno kavo. Ja, nič, in pol je ona mi rekla, gledaj, napiš kazalo, sem vsebino. Ja. In jaz napišem in pol to skladiva in mi dala, prav, da napiš uvod. In jaz napišem uvod in pol ga ona, dajmo reči, dodela. In pol sem videl, kje sem jaz, kje je ona. In nič, pol je bilo pa piš, ne. In sem jaz to pisal. Koliko let si delal to? 2 leti. In pol, ko sem jaz napisal, najbolj ponosen, jaz ne pošljem. To je to, jaz sem Jack, to je... In pol, veš, ko zabiješ, šut v šoli, nek test, ki je vse rdeč. Ja. No, glavnem, to je bilo, ker sem dobil njen feedback nazaj, sem vse na mesto, vse feedbacki so bili tako, direkt puščico v sredini dela, ampak valjda te poruka, te zrušti, malo te, kakorkoli si ti, imaš širino, te malo ego, malo te sklofta in pa sem pustil za par mesecev in pa imam pa jaz ta izziv, če jaz rečem, Jure, imam napisal knjigo in pa rečem, Matej, jaz bom knjigo napisal. Lahko vida pozabita, ampak jaz ne pozabim, da sem rekel. Meni nič ne ostane, tako bi rekel, moja najbolj pomembna valuta je to, da mi folk zaupa, da ostanem kredibilen, ne? In sem rekel, jaz sem pač folko rekel, da bom to napisal, jaz bom to napisal, odprl še enkrat računalnik, požrl vse, kar se mora požreti, prežvečiti in dejansko se še enkrat lotati in pol je v fazi sem spoznal še eno Vildano in mi je še ona. Torej, pa sem šel, jaz vse čez, še enkrat napisal, prepisal, dopisal vse, pa je dala Vildana še roko čez, ker je ona še svoj pogled dala, ne, tako da, nič, pa sva poslala pa Petri in dejansko bilo mogoče 2 popravka, tako da, da smo pa res zadeli, ampak takrat sem si pa res vzel čas, tako, vikende, par mesecev je bilo tako, torej mulci grejo, ne vem, za vikend nekam žena, mulci grejo, jaz pa tako, ampak res, kakož drugače. Ni časa, gotoviš, da v dnevu ni časa za stvari. Lej, če se ne boš, glej, ona se sama napisala, ne, torej fokusirano vzel čas in šel res, pač delati in to je to. Ampak jaz te človekom, kje se misli, tako, jaz vem, kdaj sem kaj pripravljen, ko rečem, ne vem, Jure, tu kolegu, bilo komu na glas, nekaj bom naredil. In takrat vem, zdaj si povedal, zdaj pač moraš narediti. To je dober trik, ne, jaz to rečem, reč folko, glej, jaz bom to naredil, jaz bom to in lej, pop, se dviguješ to neko, saj pri sebi, pač toliko bolj sem odgovoren, da to res naredim. Ja, pač, moram nareči, če sem jaz rekel, kaj zdaj, kaj pa če pridem reči, za kva nis? Ja, fuck. Jaz vem, da bi lahko ti sfejkaš, lahko ti buče prodajaš, da ti leva noga nekaj zaspala, ne, ampak pri sebi pa ti veš, da si bil dejansko ali len, ali pač fokusiran nisi bil, ne. Sej to. In to je meni tako, pa vam izdan če reče, kva, zdaj te trga, zdaj to, si rekel, stari, jaz kad to vidim, je cool, samo to je začetek zgodbe. To ni še nič. To. Veš, kaj sem kot tu reči, zdaj si rekel, povej ono prigodo, kaj ti je bilo z spell checkingom in to, kaj ono pred publishom. Ja, ma ti si bilo tako, mislim, zdaj, niti nisem šel pa toliko daleč, kje smo mi vse za ne. Okay. Zdaj, fora je bila temu, da knjiga je bila končana in to je bilo torek. Jaz sem hotel sam še double check narediti z urednico pa distributerjem, tako prelomi, pa še kle smo se fumatrali, tako da v glavnem in mi pošle distributer reče, glede zadnji sam ceno, vse skul, vse naredil sam, da ima večji font, to, mi pa pošle tale Petra, da reče, da kulje, prelomi so v redu, vse, ampak imaš ful napak. Tako, jaz sem prišel do 50 strani, pa sem najdel 70 napak. In meni tako razvije. To je torek. Jaz sem že tu, torej, že prej sem en datum imel za tisk in sem pač nisem dostavil in zdaj sem imel tako pošel petek ali pa ne vem, kdaj te lahko tisku. Tako, zdaj ni več zebancije, ne. In zdaj tako, jaz vse pustim z roki in grem v pisarno in zdaj 2 stvari so bile. Zdaj, a smo mi dali, a smo za čisto, torej, a sem dal prelome delati nelektorno verzijo, a sem dal čistopisa, pač lektor ni svoje naredil. In klej je bila ta neka dilema in v glavnem, jaz sem prišel do tega, da smo, moje stališče je bilo, da smo mi dali čistopis not, ne. V mailih, ki sem jih imel z lektorjem, pa pač debata, da je on prav lektoriral vse.
In iskreno, jaz takrat nisem več energije, časa se ukvarjati, lektor je bil tako plačan, vse narejen in sem rekel, gledaj, ne da se mi, nimam energije, časa, tork, spet aktiviral svojo mrežo, poklical iskleno, Evo, sem rekel, Eva, da mi lahko pomagaš, Eva, pusti vse z rok, torej to srečo sem imel, da je ovladala InDesign in da je dejansko šla not in dejansko je bilo, v tej verziji smo mi not imeli, je bilo tako, ful napak. Zdaj, nočem krivico delati lektorju, da mogoče on ni svojega dela naredil prav. Ja, glej, v glavnem, tisti del, jaz, ko sem šel gledati, pač čistopis ni bil ta prav, tako da, a sem jaz smo pa res mešetarali s temi dokumenti, v glavnem, po mojem smo naredili vse napake, ki jih lahko naredimo, resno, tako. Ampak to je pač cena, ki plačaš za to, ker delaš prvič. Ne? Za prvič, ja. Ampak glej, na koncu, vrhunsko, tudi kaj šla Eva čez, je tudi kakšen stavek tako lepo obrnila, še to rabaš, ne, tako, vsebina je moja, sam, da se to lepo sliš, rabaš ti folk, ki ima šesti čut. Ki zna pisati. Sem dal jaz zdaj napisal vprašanje za intervjuje in to, in pol jaz berem to v članku, sem bil, to je moja vsebina, ampak kako to lepo piše, ki sem jaz to napisal. Ne, to je pa Ines. Ne, to folk ima, ne. Ja. In lej, pač jaz sem se naučil tej zgodbi, da nimam kapacitet, da zameram. Ja. Pač, lej, je kar je, zgodil se, kar se zgodil, čas obrniti nazaj ne moramo, kaj lahko zdaj, kaj od te točke naprej, sam to je pomemben. Kaj ne zdaj naredim? Meni je bil tork tam, jaz sem 2-3 ure porabil in je bilo že to 2 ure preveč, jaz sem pač rabil rešitev. In rešitev je bila Eva in gremo akcijo, 2 dni smo dejansko, ona 2 dni res švicala, ampak rezultat je pa pol to. No, super. Pol, kaj bi rekel za reči na kratko, kaj je mreženje, kako se tega lotiti, kaj, zakaj? Pa v bistvu to je nekaj, kar, zdaj se usliško, ampak to res mi rabimo vsi. To ni nekaj, kar je, ampak to je nam toliko samoumevno kot dihanje. Mi vsi, ki smo, vsak ima nekoga, vsak ima enega frenda, z nekom se pogovarja, je že mrežnik. Ne? Ja. Torej, ampak pač problem je sam, ker nas ben to ne uči. In prej smo se že pogovarjali, mi se vsi mrežimo malo več ali manj po naključju. In klej pa se lahko nič bolj strateško. Ne? Tako da, dač ni trudno je to, da pač enostavno svoj čas, ki ga imaš, dejansko se obkrožiš z folkom, ki ti je okej. Ki ti je koristen. In kaj jaz rečem, koristen, rata, ta je pa zanimiva, in vsi se mi obesijo na to korist. Ampak zdaj fora korist. Na kaj vidva pomislite, kaj jaz rečem korist? Mislim, jaz tudi podobno mentaliteto imam, da se moraš oporežiti z njimi, s katerimi lahko kaj skupaj narediš, ker drugače zgubljaš v bistvu cajt in energijo in v bistvu ugotoviš hmalo, da ta čas je res pomemben, s kom ga preživljaš in kje ga preživljaš, ker ko imaš moj urnik je recimo do ure natančen in sej si vzamem čas tudi za druženje tako zvečer, tudi brez nekih interesov, ampak ugotoviš, da imaš res malo časa, če hočeš kaj narediti v življenju. Pa tudi to, kot si ti rekel, pač, kaj ti bojo, ne? Kaj je ta beseda? Korist. Ja. Jaz imam eno kolegico, in jaz pa ni, da delam v biznis skupaj, ampak z njo vem, da z nobenim drugim, ko z njo se ne moram toliko nasmejati. No pa korist je dobra družba. Ja. A viš kaj fora, ni korist sam cash. Materialna neka zadeva, ne? Mislim, jaz rabim ljudi za biznis. Ja. Kako bom drugače? Rabimo vsi. Jaz rabim folk, s katerim bom jaz, tako bom rekel, do dobra družba. Zdaj, bomo mi spili kavo, ali bomo, ne vem, ping-pong igrali, se bomo šli skupaj kopati, ali bomo karkoli, pa rabaš folk, noben ne mora biti 24 ur samo v biznisu. Tako. Lahko da smo, Jure, koliko si star? 27. Cool je, stari. Jaz sem pač 42, ne? Veš, pa 42 imaš 2 mulca, ženo, psa, taščo, levo, desno, pač veš, da ti pač, niti ni poanta delaš 24 ur, nočem, stari. Zakaj? Resno. Moraš živeti. Ja, hočeš živeti, ne? Rabam jaz imeti pošliktan, če v knjigi private pa biznis, ne? Veš, in zdaj, pač valjda mi pomeni, ko bom jaz hočem ta prosti čas tudi preživeti s folkom, ki je okej. Veš, včeraj smo bili s frendi do
ne vem, 15 čez 11 smo šli ven z bajte, mulci že vsi se spali, ker 3 ure, 4 šlo, 1, 2, 3, ker pač je dobra družba, ker si neobremenjen, ker se ne gledaš dejansko v kva so obleko, kva imaš, ker vsem tudi če sam zraven imaš vodo, veš, ampak je fajn, ker si na istih valovih, pa je debata, pa si sproščen, pa si lahko ne fejkaš, ne? A veš, in pol škva še fora, biznis rabimo, škva še rabimo, korist jaz rabim folk, ne vem, zraven katerega me osebnost narastil. Ja. Kako, če nom rastu, kaj pomeni, bom stagniral. Ne samo, da bom stagniral, nazadujem stari na polno, razumeš, bom nekoristen čez čas, ne? A veš, in dejansko, jaz tudi rabim zraven sebe vpliv na ljudi. Rabim enega, ne vem, prej ste imate rekel za nasvet, rabim enega, ki mi bo rekel, daj skrajši pot, ne? Ja. Daj to preskoči, da mi je vrata nek odpre. Kako pa drugačno? In dejansko to so vse koristi in to je networking, ne? Je pa, za te stvari moš imeti cool samo podobo, in kup enih stvari, da ti dejansko si drzneš dvigniti glavo pa reči temu, stari zmanjkal me je, lahko pomagaš. Jaz ne moram verjeti, koliko je to vredno, jaz sem videl v filmu, pač film je ekipen šport, ne moraš to sam narediti. In zdaj, jaz ne moram verjeti, kako rade volje sem samo, ti znaš, naredi. Ki vem, da narediš boljše od mene. Prav ni mi, včasih mi je bilo, ne moram jaz trditi, ki vem, da bo bilo dobro. Če znaš, izvoli to, jaz bom delal moje in to je to. Na mojih delavnicah, ne, postavim tako, tam reči po drugem sklopu en slajd, ne, in vprašam, kaj vam je lažje? Pomagati ali iskati pomoč? 100% je pomagati. Mi Slovenci smo dokazali, če nas na ta pravo točko pritisneš, ne, zdaj je bilo, jaz rekel, radio, deželak, junak, skoraj milijonček. Ne, več smo. Ne, 900 še nekaj. Zato zdaj, ker je bila ta zadnja, je bilo skoraj milijonček za počitnice za otroke. Guna je bila pa dobrodelnih 28 ur, kaj imajo. Hočem povedati, pa veliko, mi pač, to je ful. Ker te en pokliče, boš pomagal. Ampak, ful pa težko prosimo za pomoč. Ampak, fore temu, kako ne jaz te pomagam, če ne vem, kje te zmanjka. Ne? Jaz pa ne moram rast, če ne bom odpravljal stvari tam, kjer me zmanjka. Zdaj, ali bom se to jaz naučil, ali to, kar Matej ti rekel, bom dal enemu, pa bo en to za me naredil, ne, če pa jaz hotel vse sam. Sem pa že vnaprej obsojen na propad, ne. In to je, dajmo reči, pa ne sam to, ne, mreženje, ampak pri meni je tako, 1/3 časa se ukvarjaš sam s sabo. Ker mi smo tisti, ki brenzamo zadevo. Sam veš, kaj to je zanimivo? Da ti nekaj osvojiš, moraš ti probati sam, ne? Torej, ko se hočeš nekaj novega naučiti in mogoče, da si ti koristen za nekoga, moraš ti čez eno potiti, ne, verjetno. Torej, to mreženje pride po določeni točki, ko si ti že nekaj naredil, ali pač. Še enkrat definiraj. Torej, da ti nekoga prosiš za pomoč, ne, moraš ti že nekaj narediti, moraš ti že nekje biti uveljavljen, moraš ti že nečem biti dober, ali veš, da te tudi ta človek jemlje resno. Zakaj bi si dal čas temu človeku, če mogoče si ne zasluži, ne? Ne, glej, absolutno, glej, vsak od nas je magnet, vsak od nas je brand, ne? In zdaj fora, ne, a veš, glej, v malem okolju, ne, mi vemo, kdo je kdo. Ja. Ne, v velikem okolju ga pa googlaš. Ja, ne? to je res. In hiter ti veš, kdo je kdo. Mi lahko buče prodajamo tukaj na podcastu, zdaj sem bil na eni kavi, to, kar ti govoriš. Pa ne bom inoval, zaradi koliko se mi ne da. No. In en mi reče, imam eno idejo, pa mi reče ime primek ene osebe. In sem rekel, ne govori mi nič več. Tle se ostal. Jaz tam plačam kavo in smo nehali debatirati. In pravim, se vem, kva za njega govorijo. In rečem jaz, gled, poslušaj, jaz sem prepričan, da je tako in lahko živim s temu in to je dejstvo, da dajmo reči, če 10 folka vidi mene, da jih 5 reče, da jim 5 nisem všeč. Ne vem, jim nisi pač zgodba, jaz, moja energija, brada, karkoli. To je okej. Imaš dobro brado, to te moram pohvaliti. Tako, članu imaš dobro brado. Ima dobro brado, član moj. To je žena prav, da dobro zgledam in pol ne smem. Moram negovati. Hočem to povedati, da če sem jaz 5 cool, pa 5 nisem cool, z kjerkoli vidika, s tem lahko živim. Ja. In nema sem pa rekel tako, zlupo. Daleč tega sem Buda ali pa ne vem, najbolj čist človek na svetu, ampak zelo težko boš najdel človeka, ki sem ga jaz nategnil.
In to je razlika. Za tistega tipa, ki je o meni govoril, pa jaz vem za 5 folka, ki jih je on naredil. Što je razlika? A veš, mi imamo veliko hejterjev, mi imamo veliko ljudi, tudi vidimo, imate 100% neki folka, ki se smejo, kašne je to, pa bla, bla. Ja, itak, ja. Ampak Tle argument, tle zagovarjam z življenjem. Nimaš hejterjev, če delaš dobro. Ne obstaja, ni. Ne. Če delaš dobro, enega nimaš. no, A to ni res. Ne, ni. Če boš ti- Nimam. Čakaj, brate. Nimamo. Ja, ampak prišel še. vedno je, večje število ljudi, kot ne moreš biti vsem všeč, stari. Če pa si vsem všeč, je moreš s tabo biti vsem nekaj všeč. narobe. Ampak prav tako res, da se govori slabo, ker da te prav tako nekdo mu smetaš, to pa... Generalno, glej, pa še, pa to je vse zdaj, kar se pokvarja mreženje. Ja. Veš, koliko folka ti pride v faco povedati? Da ti gre na kurac. Da ti gre na kurac. Da mu greš na kurac. Noben ti ne bo povedal. Bo pa rekel kolegu, da ti gre na kurac. Dejstvo je, za hrbtom vsi govorijo. Ne? Zdaj pa tako, to je še ena stvar, ki jaz pravim, da treba je vzgajati ljudi, svojo mrežo, da ti dajo feedback. Jo, valjda, to je najbolj pomembno. Zdaj imaš pa spet trik, koliko folka, koliko nas je pripravljen sprejeti konstruktivno kritiko. Peče ful, ne, ampak... Peče, až kako peče, boli, stari. To je gum, ki je kat, ki te boli, pa te on še malo soli da gor. Ja. Pa še malo alkohola. Boli. In zdaj trik je kle. Veš, jaz od ljudi, zdaj pa tako, jaz od ljudi, ki jih jaz blazno cenim, ki jih spoštujem, jaz jih prosim za feedback. In tudi pri meni, mi delamo to vajo. Torej, jaz hočem, da mi povejo, kje me zmanjka, kolikor to boli, pa vedno boli, ne? Ker samo to, samo tako lahko jaz rastem. Zdaj mi je pomembno, najprej mi je pomembno, kdo je rekel. Pa kaj je rekel. Če je rekel nekdo, ki ni nič v lifeu naredil, ki je toksičen, ki je, ne vem, pač enostavno, ki je nič drugega, ki sam da blati, nima, sam to počne, pa mi vse, kaj je rekel, jaz ga pa ne slišim več. Mislim, tega sploh ne slišim. Ne? Če pa folk, ki je pa meni legit, pa cool, pa mi da konstruktivno kritiko, in to je proces, ti moraš folk prositi, vzgajati, učiti, da ti on začne, ko bi rekel. Jaz spomnim prvi video, ki sem dal na LinkedIn. Ja. Jaz v pisarnici tam neki doma, neka luč zadnji, jaz neki, po mojem ni bilo... Dobro, backlights imel, backlights imel. Backlights je bil, ker se zgledal kot angel, razumeš, luč je bila takole za mano. Vaš savior, Mona. Ja. Vse boš dobil vrhunsko luč za predavanje. Hvala. Ne, ampak škavna fura. Feedback je bil ta, da me je dejansko takoj, ni bilo 5 minut, par folka klical, dej Boško, kva si to naredil, dej to dol, dej pred meni, dej ugasnem to, dej spust kamero, dej to. Veš tako, zakaj? Jaz tukaj ni vse, kako je zlejam. Ampak vidiš, se niso rekli, kaj je tam, so rekli, kaj je to, popravi luč, dvigni kamero, ja, ampak to je pomembno. Verjamem pa, da se je bilo pa en kup ljudi, ki se je po vsej verjetnosti smejal, tega, kva je naredil. A veš, in to je fora, da mi dejansko v mreži moraš imeti ljudi, ki te bodo toliko spoštovali, toliko imeli pač, ne vem, radi, da ti rečejo, glej, Boško, klej si zajebo, dej to poprav. A veš, in ti pol moraš sprejeti, kaj ti, kot pride in ti da kritiko, ti rečeš, tako je v napad, kaj pa ti. In začneš pol, ne vem. Ja, mislim, meni je bilo tle na podcastu, sem enkrat malo preveč neki se razpizdu na en sistem, in pol je rekel ta Jure, da Rimanič to pač, lej si naredil tako in tako, to ni prav, lej to in to, čiliraj. In kome zato, ker mi je rekel, sem pol bil, pizda fuck, ja, okej, mogoče je zapeklo to, ampak mu dam prav, na koncu ne imel prav. Glej, ekipa, pri meni si moram to zaslužiti, moja iskrenost. Stari, on meni nekaj mora pomeniti, da mu jaz vzamem čas in da mu rečem, stari, klej si zajebo. Ker zakaj? Ja, če ne, jaz rečem, sem politično korekten. Ja, to je ena stvar, ki ljudje pravijo, kako imeti v službi dobre odnose, da govoriš dobro za hrbtom. Mislim, veš kaj fura? Mislim, zdaj, fura je samo temu, da tist, ki meni nekaj pomeni, bom pač se boš iskren. Tist, ki mi ne pomeni, pa ki vem vnaprej, da je konflikten, mu sploh ne bom razlagal, zato ker je, gledaj, dam primer, grem v Koper, grem na kavo in mi, ne vem, je pač na takar se neki, ali pa na takar, ne vem, slabe vole, pa mi vno kavo vrže na mizo, pa kako ne postreče, koliko je treba. Mislim, iskreno, I don't care, no. No bom dovolil, da mi uničeš dan, bom plačal vno kavo, pa bom šel, ker
si nepomembno v mojem življenju. Za ljudi, ki so pa meni pomembni, ne, si jim pa vzel čas. Pa bom... Zdaj ena taka malo, kaj imaš kaj? Ima eno smešno prigodo od včeraj. Pač ne gre, veš, ki se lahko razjeziš ali na človeka ali na stvar tudi, ne, sej nima veze, ne, je bilo ful smešno včeraj, jaz pospravim stanovanje in grem ne smeti. In sem imel tisto posodo od proteinov, ne, in sem slabo zaprl jo. Ampak je bila že prazna več, no, jaz sem vse počistil, razumeš, in tako grem jaz skozi vrata, ki mi izdrsne tako z rok in samo tako, veš, tak in skamo malo prahca, veš, tako se raztrese vse povsod. In tako, pa si v fazi, ali se boš razpizdil, ali boš pač vzel jeben sesalc in šel posesat. In pač ja, sem vse sesalc in posesal, lahko bi se pa pičko. Je smešno, je, ne? Vržete vsake dopate, vrže stvari, gledaj, ne moreš biti vedno v gulmu. Ampak ni treba. V tistih so centrat nekem zonu, ko bi rekel, veš pa je fura, trik mreženja, da samo vrnem zgodbico. Folk misli, da je mreženje nenehno spoznavanje novih ljudi, da je to poanta, pa da je poanta, da moraš hoditi na dogodke. Ta folk, ki je v poslu, on povezuje mreženje, mora imeti na dogodek. In jaz jih demantiram v celo. Rečem, ne rabiš na en dogodek iti, dogodki so top, fajn, pa ne rabiš tudi na enega iti, pa imaš lahko kakršnokoli mrežo ti hočeš, ne? Pa tako spoznavati popolne tujce, sred ulice ali pa nekih dogodkih ne rabiš. Ja, tujce za tiste, katere ti ocenjuješ, da jih rabiš. Okay. S tem, da zato pa spet moraš iti malo nazaj. Rabiš imeti neko vizijo, cilje, ne? In ti rabiš pol razmisliti, ok, jaz imam ta cilj, kdo mi lahko pomaga iz obstoječe mreže, ne? Koga moram jutri spoznati, zato da lažje dosežem ta cilj. Ne? In spet lahko vprašaš svojo mrežo ali pa googlaš. Ker mi, ko imamo problem, delamo zgolj dve stvari. Ja, vprašaš ali googlaš. Vprašaš pa googlaš, ne? Ali pa oboje. Praviš, ne bom spet tudi jaz poimensko, en tip je pač prišel do mene, če lahko sestanek, super, zveni super biznis, ok, cool. Full lep mail napisal, jaz sem bil holy fuck, ta tip je prijazen, nice, mi se dobimo, predstavi, kar ima, super, bolano, koliko je džabe, ok, gre naprej pogovor, bi se registriral, koliko je džabe, ok, super, greš malo pogovor in na koncu, ok, kaj naredimo registracijo, še enkrat, je džabe, ne, je džabe, vse džabe, aj naredimo registracijo. Evo, cak, jaz bi to uporabil za to, ja to pa je licenca 180 €. 3-krat šupak sem ga pražil, če je fucking džabe. In vse je džabe, torej ni vse fucking džabe. In samo zaradi tega, jaz ne bom delal nič več z njim. Toliko sem se mu zameril, on meni, ne hvala, sorry. To je čista transparentnost. Meni včeraj, jaz sem bil v petek z kolegom na pijači, prav da mu dajmo reči, doznaj mu piše, da če se lahko ujamete na kavi, on pogleda profil LinkedIn, tako zelo zanimiv, ne? In prav mu je, da skrajšam zgodbo v 15 minutah, prvič se vita, prvič na kavi in čez 15 minut on njemu reče, ti me lahko 5000 € posodaš. Okay. A prej pa tako, zmrežen, poslov, skoraj da je, ne vem, Bill Gates od njega učil, ne? Ampak po 15 minutah on njemu ti, a mi imaš 5 € za posoditi. A viš, mislim, stvari, mi dva nimamo zgrajenega odnosa. Ja. Jaz ne vem, kdo si ti. Jaz ne vem, razumeš, kako se lahko penčeš, koliko si hud, ne? In pol me vprašaš. 5 minut mi rečeš, da imaš 5 €. A veš? In to so vse, ampak to je vse brand. To je ti dejansko, torej ta tip, ki je tebi to naredil, je njegov brand v tvojih očeh to ali padel. Čisto. In isto temu kolegu mojemu tako mi rekel, da jim 5 €. Pa rekel ta, gledaj, mogoče bi mu čez kakšen let, pa dejansko res posodil 5 €. Investiral nekaj denarja, ne vem, ne? Veš, sam mi klep ful prehtevamo, oziroma pač jaz ful velikrat rečem, treba je večkrat graditi odnose, prej kakor graditi posel. Dejstvo je tako, jaz vedno pravim, ti se lahko šajnaš, kakor hočeš. Družabno mreže ti dovolijo, da si ti karkoli hočeš biti. Ne? Ti lahko objaviš, kar hočeš, napišeš lahko, kar hočeš, tudi, kaj tiskar tisko, kle gor knjigo, oni še očekirati, da to drži ali ne drži, on je naredil. Torej, jaz to pravim tako, tudi ko grem jaz kupiti tudi cote v trgovini, lahko se šajna, ura, cote, avto, vse se to lahko šajna. Imaš lepo uro, tako jaz opazim ure. Čist taka, navadna. Lepa ura. Ampak kaj je poanta zgodbe? Hvala ti. Poanta zgodbe je, da čez čas mi dejansko tega blišča ne vidimo več. Zdaj, lahko je to 1 ura, 1 teden, 1 let,
Kokorkoli, čez čas ne vidiš več. In pol pridemo samo do tega, a ti kot človek, a dišiš ali smrdiš. A skul ali ni skul. A dostavaš ali ne dostavaš. A ti je slag zaupam, ti ne moram zaupati. A si dober prijatelj, nisi dober prijatelj. Čez čas, guni, ki so pa zraven tebe, kljub temu, pa jaz še eno stvar, ful globoko verjamem, da čisto vsak od nas ve, ali kul ali ni kul. Ja. Vsak ve. Vsak ima malo samo refleksije, ne? Vsak ve, pizda, a serijo kul ali ne serija, a je toksičen, a je kreten ali kul oseba. No? Jaz vem, malo sem šupak. Pa dobro, stari, sam pazi. Ampak po vsej verjetnosti, če ti veš, da si šupak, pa se veš tudi, kje boš fasil zaradi tega, kje te bo zmanjkal, ne? Ampak jaz ne rečem... In provam biti, ne? Pa pač ja, in tako, ampak okay, pač, to. Se trudaš, ne? Ampak ne moš pa, jaz reč, ko folku tudi, veš, lahko ti lažeš se. Ljudem, a ne samo v sebi. Laže meni je to, jaz te bom prežvečal, ne se blagati, stari moj. To, a veš. Koncu dneva si ti. Ja, no, in mi to fulvikrat pozabimo. In kaj mi začnemo se v biznisu, ne, dam primer, je pa, glej, ok, valjda te ta tvoja nagrada pomeni, ne? Jo, valjda. Ok, drži, ne? Ampak, če bo ta tvoja nagrada pred tabo, pred Matejem, in bo sam ta tvoja nagrada, čez čas folk ne vidi več te nagrade. Ja. Naši športniki so bili olimpijski prvaki, pa so zdaj, ne vem, da določeni so totalni luzeri, pa jih noče biti zraven njih. Imamo ful enega folka v podjetništvu, ko so bili na vrhuncu gor, pa so imeli kavni, da nam rekel, kjeri generali, ki imajo značke, značke, pa ki jih že v levo krivi, ne, pa so bili vplivni, ne, pa so zdaj, ne vem, koliko jih je na dobu, ali pa ne vem, kjerkoli, pa noče biti meni zraven njih. Jaz pravim, ne smete zasmetiti funkcija, nek status, ali pa to, če imaš 5 evrov več danes v žepu. Life je ups and downs. Ti lahko gre malo v glavo, moraš biti prizemljen, moraš biti non-stop. Mislim, dec moj življenje je čudo. A veš, in dejansko na konc, tudi funkcije, ki jih mi imamo, so začasne. Tako, za to nagrado. Mene se me tako zadev quote, nekdo mi je rekel v zajebanci, lahko je stati na starih trofejah. In to me tako mene skinilo globoko v srce, da že zdaj iščem novi večji projekt, ker nočem, da bo ta zmaga največja. Mislim, po vsej verjetnosti ni bila ta nagrada pri tebi glih splet okolišče. Ste neki to ni nikoli v bistvu se mi zdi meni. Ste neki konkretnega naredili. Zdaj ti sam ne smeš se zapsihirati, da zdaj, ne vem, svet pričakuje tebe, pa čez 3 leta pa spet ne 16 nagrad. Ne smeš si prešer delati. V tem točki ste naredili vrhunsko, več kot očitno najbolje, nekdo vas je ocenil kot zmagovalce, dobiste nagrado in zdaj si ti daj naslednji task, nek naslednji challenge in pač piči. Fore samo temu, da mi zelo velikat imamo neko funkcijo ali pa nek status in se zasmetimo. Meni gore en predsednik uprave, ki je bil tako zelo visok in zelo dolg časa zelo visok, da je v bistvu čez čas poli, prav jaz sem bil na Olimpu. Vsi so delali to, kar sem jaz hotel, da oni delajo in vsi so govorili to, kar sem hotel slišati. Ja. In je prav Boško, ker dejansko te odpere, prav odpeljete. Ja, ne veš več. Veš, in pa je fora, on je imel to srečo, da bi res legit, on ni bil krten, ne? Ampak je on pač šel z te pozicije, je rabil kar nekaj časa sam borbe s sabo, da je dejansko da je lahko sprejel naslednjo pozicijo, pa da se je lahko premaknil, ker ni bil več predsednik uprave ničesa. To so velike, velike stvari. To ful pomeni. Zareč pač to so yes meni okoli, ko si na taki poziciji pač vse, kot je rekel, kar je slišal. In lahko vem eno tako prigodico, sem zdaj po nagradi in to grem je z eno gospodično na pijačo in sem videl, v očeh me je gledala neko Drimanič, ampak kot nek jak tip, ki je zmagal nagrado, zdaj, ki ga vsi poznajo. In to je bilo tako meni tam katastrofa biti na Olimpijači. To nočem ben. Ne, ampak to je isto. Prav slabo je bilo tam. Tako, isto prej, jaz poslušam par vaših, ko imate ne mlade, pa imate pa kakšna debata o seksu, pa ne. Seksaš? Če ima 2 otroka, vsaj 2-krat je. Ti bom mirjeno poslal na podcast, pa potrdi. Že sam njena fata ti vdala vedeti, da je to. Ne, moraš biti samo zavesten. Ne, a glej, poanta cele zgodbe je, da zdaj sme stari moj vrgo stira. Fuck off. Seksaš, pizda, valjda seksam. In to večkrat na leto.
A to veš, ko nekao, meni se par fot, Ja. ne? Ampak glej, sem spomnil, kaj sem hotel. Kaj si že omenil? Pa sem Ne, si rekel za naš podcast, si gledal mladi in to, da Ja. spremljaš. Ne, se sem spomnil. Moj si hotel povedati v smislu, da smo ful kakšni dobri, ego najboljši tripajo, ali podcast. kaj, ne? Da kakšen ego, ki je Ja, povezan. to s smo se tistim. pravili tudi, da. Lej, se sem spomnil, prav, No, no, se pravi to, da če imaš neko misel, pa jo pozabiš, Se vrne pa počasi. resnico povedati, pa se vrne nazaj. Ne, Tle je vrgu gosta stira. Ja. lej, pa se ni klasičen podcast, se to je prav, Ja, da gremo easy, malo easy. ven iz tira, da se ne držimo gunga scenarija. ki smo Što, pisali štiri je bil ure. pripravljen na vse vprašanja, ampak če si ga vprašal o seksu, in za tate vrže vedno. Enkrat moje, še s moje cel cajt roastam. Cel cajt nekaj roastam. In fulka naj ne pozna, si misel, kako ona dva. Mi sem 16 let skrb, 13 let poročena. Zakon si imel top. In ne vem, zdaj sem šla na pijačo in moje ve, da je ona res pač number one in to. In mi je na pijačo in na takar naj ni videl, ko sem not prišla. In še on nekaj dela in tako vrže učk in vidi naj in poguna. Veš, ko vidiš, da mu je bilo bed, ne, in on pride, a veš, in pravim s tem bo dec. To, da mene niso pazili šteka, ampak no, stari. In pa v isti sapi reče njej, no, vidiš, da nisi tako huda. In ona umira. In pride na takar, pa ne se kapučino njej srče gora, veš. In sem rekel, stari, čakaj, glede na to, da je kle srček, pa ti je to, predvidevam, da je gratis kapučino, ali umira. In prav meni moja, čez 30 sekunde, srček, kakšna je ta obleka? Sem rekel, več kot očitno neopazna. Ne, sem pa pomil posebej A jaz doma. to sečkaš večkrat na leto. Ja, to je. sem pol pomil. Ona meni tako v družbi pusti, da sem jaz dec, pa da lahko povem. Vse je prav, moraš biti. Ja, pa moraš pol biti. doma jaz pol to, imam pol, veš. Vem, Ja, ko pol doma. nekaj rečem, je menjalen. To si rekel, to je dvakrat sesanje, to rečeš še dvakrat. Ja, glej, ima, sej. To je prav, to je prav. Ja, zato pa funkcionira. Važno, da je sistem. A? Važno, da je sistem vzpostavljen. Je, tako kot, le, klemo tu sistem v mreženju, tako da. No, vidiš, kaj ni point life sistematizacija. Ma, škaj fura, mislim, jaz ne bi bil tako, zdaj, pazi, kle smo si, jaz poznam ljudi, ki imajo v 5 minut so našteljeni, pa jim to funkcionira. Jem tako rekel, sistem ja, pravila ja, v mojem svetu, le da nam za drugo. Jaz imam fulejnih pravil, pa ritualov, pa to, dovoljno si pa kršiti ta pravila. Ja, ja. To si dovoljam. In imam jaz, rečemo, za mreženje, pol, če prišla debata, model top 100, da razložim, da tudi prijem malo te zgodbi, ne? Pa rečemo, jaz ostajam med pol peto pa peto. Dobro, to je skoraj včeraj. Ono. Ne, pač glej. Kaj si poštar? Pridem vsak jutro pozdraviti našega poštarja, ker je res fasa. Kaj, bi pustil, da ima tvoja žena najboljšega moškega prijatelja? Lahko? Dec moj, zdaj so slišali to zdaj skičast. Ja. Če bi ona meni prišla, pa povedala, da ima, da mu reči, da je najdla enega drugega. Okay. Jaz bil happy za no. Kolikor se zdaj to kičast sliš, ne resno stari, glej, če imaš ti osebo res rad, hočeš res dober njej. Pustimo, koliko bi to mene prizadelo, koliko bi mene to sezul, valjda bi me, ne? Ampak če ona najde nek happiness, ne, pejt, let. Lej, stari, pri 16 letih to, kad rajsaš po dan in veš, kje se ful velika zgodi, da ti na koncu, lej, kolikor se imaš ti rad, če zmanjka keša, stari je jeba. Je jeba. In nama je bilo parkrat v lifeu, pa to velika zaradi moje odločitve, torej, ko sem šel na svoje, 1.7.2017, ne, sem šel na svoje, bom imel poslovno svetovanje, bom jaz imel B2B sales za mikro in mala podjetja, ne, in mene moja vpraša ti, a ti veš, kva delaš? Sem rekel, vem, jaz imam pokur sem. Ja, valjda, ja. Pogledam na računu 5 jurjev, mi pa, pazi, poletje, Hrvaška, London, 2 avta zaregistrirati, pa Mirjana 30 rojsten dan. Jaz sem sebi rekel, jaz če preživim september, fertik. S tem, da sem septembra, takrat sem imel 2 stranki. Ena mi ni plačala 3 fakture. A veš, to so, tle pa se lomijo te, tudi kako tle not govorim, vrednote pa to, ne. Meni je vrednota spoštovanje. Torej, če smo mi rekli, da sem jaz ob 3 kle, da sem prišel 15 dan. Jaz sem prišel prej, zato ker vaju spoštujem. Ja. Ne? Če bi zamujil, takoj, ko bi vedel, da zamujam, bi vam dal signal, jaz zamujam, pa če bilo to včeraj. Ja. In fora je temu, da ta tip meni 3 fakture ni plačal, sej tako, 3 po 300 evrov, 900 evrov, s tem, da je on naredil milijonski biznisnik, ne? In fora, da mu jaz skrijem telefonsko, ne? In ga skličem skrite. Zvečer olja, kuška sprehajam. In on se javi. In reče, decno, na kjer čip foros pa ti padel. In jaz njemu razlagam,
ti pa, veš, zakaj se ne javljaš, bla, bla, in valjda, itak, bom plačal, bom to. In meni notranji glas reče, zakaj si ti Boško z njim sploh pogovarjaš? Sam tebe ne spoštuje. On, če bi tebe spoštoval kot človeka, bi rekel, nočem plačati, ne morem, ne želim, a lahko čez 12 leta mi lahko prostiš karkoli. Ne bi si izgubil komunikacije. Ja, torej, on tebe ne spoštuje, njega boli kura zate, če na foru si ga dubil, ne, in pol, ti hočeš s takim folkom delati? Ne, Ja, hvala. ne. In to je bilo tako, prav 15. 16. 9. 2007, v iPhone-om pozabil, jaz pridem, sem rekel, le stari, ti imaš nekaj problemov, jaz ti bom storniral fakture, ne, in pa je bil napad, da nisem dostavil, se neko vidiš. Da imaš plačal nekaj, če ni bilo dostavljen, prijem dan, pravim jaz moj, da sem ga dubil, prav ne, a bo plačal, zakaj je bilo toliko shičena, bo plačal, zato ker je bilo, to je bil september, 1.10. nedelja, zvečer, jaz po dolgem času fakturo enemu izstavljam, pogledam na TRR, 23 evrov keša. 23 evrov, stari. In jaz se še smejati, pravi moje, kvaj je, rekel srček, 23 evrov, ti sfukne. In če takrat ostaneš normalen, Ja. a veš, ti pa te ne delaš panike, valjda te zvije, ampak takrat rečeš, lej, pač to pot bom šel, bom borbu, bom, ne vem, premikal gore, če treba, ne vem, kopal tunele, nekaj bom, ne, in če takrat, in kvaj v fora, klej meni ful pomembna njena podpora bila. Ona enkrat ni hejtala, ona enkrat ni dvomila vame, ne, ona, in pol je bilo tako, po so bile mesecih smo služili 5, 6, 7, 8, 10 ur, pa je bilo spet, ja, veš, in največja tako, ona se je pol zaposlila pri meni, ne, pa sem imel vseeno poslovno partnerko, pa šlo to vse v kurac, ne, in dejansko, da slašam zgodbo, 22 leto sva rekel, to bo najno leto. 1.1.2020, Penina, srček najno leto. Januar, februar razbil, štartu z licenco Super Brands. Jaz sem tako v 2 mesecih podkor, kako je šlo dobro. Jaz sem imel sem konzulting, delal sem z Dunkin Daversi, z VUP-om, z fulejnim firmam, dobri, moje delo, vse pa prilogijo zadnji, jaz sem spredi, ona otroke, jaz razbijem, tako res dober. 40. rojsten dan, lokal zakupil, live band, 50 folka, žurka, dobim za darilo, jaz pa vid, greva konc februarja v Ameriko, Dončić Dragić gledati v Miami, tam ima 8 let, njega pere, njemu dogaja, men zakon. Pa je bila še fora, kliče me direktor Škode, prav, dobijo nove Škode, bi ti zamenil svoj avto. Valjda. Dajmo, in kupam Škodo Octavio novo, pripeljem dam, imel sem 5 let starega Hyundaička, šenkam tašči. Dajmo, nam gre dobro, dogaja. Do 13.3. petek, dec moj, 13.3. petek, vsi naročniki odpovejo pogodbo. Vsi. Jaz v sredo pripeljem avto, petek je bil lockdown in dejansko petek vsi odpovejo pogodbo. Vsi skomunicirajo, ampak reče, bo lockdown je, ne rabimo te več. In jaz pogledam na TRR 2 Jurija gor. Če takrat se nisem ustrelil kolen. Zanimivo, kako ste tvoji možgani sodelovali, mislim. Zakaj si šel v ta super spending mode? Pa veš, da ti ne razmišljaš. Jaz recimo ful sem vedno pazil na to, ne, da finančno ne grem čez neke meje. Imam neke meje. Tudi sem šel na Baliju, sem bil 2 meseca recimo, ne, in tako. In vse je šlo, ne, samo to je bilo vse predvideno, ni šlo nobeno in vsako stvar, ki jo jaz delam, lahko bom šli zdaj, ne vem, na dopust, ampak jaz še vedno vem, toliko gre za to, ne grem, pa ne bom šel, ne vem, vozim star avto 14 let, ne, ampak če nimam, ne morem. Ne, Jure, se gledaš, ja. Fura. Trik je samo temu, pa to moja napaka. Ja, sej. Jaz nisem bil nobenega jezen, sem bil nase jezen. Ja, sej. Jaz sem se takrat zaklel, da v life več bro. Sem zanimivo, kako... Kaj je bila fura? Pa spet, to se ne smetim, pa to niso izgovori, ampak jaz pač enostavno ni bilo nikoli te finančne pismenosti, nikoli učenja, nikoli te ni. Največja napaka, po seveda so starši naredili, ko sem šel delat, ne, pač moji prihajajo z Bosne. In trik je pri nas, ta naša kultura je bila taka, da ker si delal v tem kolnačni, moji kolegi, ki so bili, dajmo rečemo, native Slovenci, ne, pa je tudi 2 različni kulturi, on, ki je šel delat, on je moral, da dam takoj, tisti prvi mesec, koliko ti delaš, Jurija, služiš, 300 daš dan. Pač boš plačal 300 evrov za to, da sklej doma. Pri nas pa še, kad ti zmanjka, kad skoro vse ti je dal še 400 evrov. Drugačni mindset je, ni te ben učil, da pač enostavno, ko želiš delati, imaš neke stroške. Ne? Ja. In pol je bila fora, to bil en vidik. Zdaj, koliko je to močen, druga je bila stvar, jaz sem do
jaz sem mogoče en let dobro služil. Lej, če ti delaš, jaz sem delal iskreno Kompasu. Prej sem bil kao vodja potovalnega servisa, to bila iskreno, mislim... Lepa služba, kaj? Stari plače bila, nam rekel, jaz sem služil več, kot moj mat kao proizvodnje, sam to še vedno mi dva oba sva pa nesla dam, ne vem, ajde, 200, 200, 300. Da ne me zabavaš. Skupaj. To je tako, da lahko preživiš. Pa imaš kredit za stanovanje, polizin za avto, pa imaš vrtec, otroka, ekipa. To je, da iz meseca v mesec in da naprej, pol leta vnaprej študiraš dejansko, kdaj boš imel registracijo avta. Pa kdaj dopust, pa te. Jaz sem zdaj tehnični imel včeraj, koliko je šlo, 400 evrov, se mi zdi. Ja, vidiš, ne, in pazi, glej, gumka ima Jurija preliva, stari, on mora načrtovati to. Sej avtomet, tankat in vse to zdaj je pa res že postalo. Veš, in jaz takrat nisem razmišljal, jaz sem takrat to, kar služil, imel sem pa eno, zdaj, aj to cool ali ne, jaz sem vedno govoril, jaz 50 evrov nom šparo, in Jurija več zaslužil. Je sej deluje, če? Ne, stari, glej, jaz sem očitno rabu. Si rabu lekcijo. 13.3. pogledati in se zakleti in takrat, jaz sem bil prvič v lifeu, sva bila midva 5 dni doma tih. To je bil šok, ker jaz nisem vedel, jaz sem se počutil ful nemočnega. Počutil si se, kot da sam sebe v bistvu nategnil. Lockdown je ne veš, kva bo. Prvič je bila neka taka zgodba, nas zapirajo ulice, mesta. Veš kaj zadnjič, kot si rekel, ne? Zadnjič te Uni ni nakazal. Ne? Zdaj si ti, sam si to naredil, ker si... Ja. Sej ni vsak, noben ni perfekten, noben ne pogleda. Pa se to ne obstaja. Niti ne obstaja popoln produkt, popolna storitev, popoln podcast, pa popolna knjiga. Postajajo približki. Ti se moraš truditi, smiza, načelo vsakega življenja bi moglo biti, da se trudi biti najboljši. Tako. Najboljša verzija sebe. Tako, jaz to mislim, eni rečejo, da pač ne, dosti enih, ki jih poznam, tako govorijo, mislijo drugače, ampak jaz se bom vsak dan trudil, ali greš lahko počasi dol, ali greš počasi gor. Imaš samo dve opcije, nimaš opcije... To je dobro, Jure. Ne, to je dobro. In to je ful spet pojem, ker ti, kar si rekel, jaz se bom trudil biti boljši. Zato, ker se ti boš bolj počutil. Jaz ful, ko rečem, glej, kar rečeš ti, pa rečemo tipi, kar rečeš, kva bi kakšno punca brat, in on še pa bi tako, pa je ona taka, pa bi tako. In jaz ne rečem, super je, da veš, kva hočeš. Pa gdje mi povej, zakaj bi ona šla s tabo ven? Dej resno, mislim, dejmo. A pa isto se obrne zgodbo, zakaj bi en s tabo delal? Zakaj bi en s tabo pil kavo? Zakaj? To si ti prej rekel, ker očitno moš neki narediti. Nek magnet moraš biti, veš, če ne... To jaz tudi, mislim, recimo za punce, dosti krat zdaj, če govorimo za punce, se mi zdi, da trik je v tem, da ti veš prvo, kaj hočeš, kam hočeš iti, da imaš ti svojo smer, svojo špuro in tudi jaz tako se mi zgodi, recimo, imam dneve, ko ne morem delati stvari, ne morem sproducirati, pač sem ono gotov, ne vem, in pol se jaz tega zavedam in rečem, sej ni nič narobe spet, veš, pač sej mogoče ta teden ne bo šlo, ampak bo pa šlo naslednji. Samo ne smeš si pa spet klad zaradi tega. Lahko imaš slab dan. Noč ne bo, če imaš slab teden. Ne moreš pa sebi dovolj, da imaš slab mesec. Ne moreš. Stari, glej, pa si lahko slabe vole, pa se lahko ful ene stvari zgodi. Ampak glej, takrat, se lih to je fora, da takrat moraš pa reči, ali je to restart, ali kar je. Ja, škokat jaz, glej, ko treba delati, a veš, razbijaš po 10, 12, 14 ur, spoh ne veš, da razbijaš. Delaš, In kaj pa malo manj, takrat si pa treba znati vzeti ta čas, škokat jaz v pisarni. Evo, ta je dobra fora. Cel življenje si načeloma ukalupljen. Torej, vedno greš v šolo, v vrtec, v šolo, pa faks, karkoli, oni ti dajo, v teoriji vse napladen. Kdaj moš prideti, kam moš prideti, kaj se moš naučiti. In tvoje, da slediš tem nekim, torej ti jaz ne moram priti, ko sem bil v srednji šoli, pa reči, da jaz pa ne bi imel maja pouk, a bom lahko augusta. Program je spisan, ure so, imaš urnik, in pa je fora, da večina nas, saj jaz sem bil v tem mindsetu, si šel v službo. Jaz sem še dejansko 16, ko sem dobil odpoved na Radio Center, jaz sem razmišljal, jaz rabim službo, jaz sem šel podjetniške vode. In v glavnem, cel cajt iščeš neki, torej, ko si v službi, to ti en pove, kdaj je tvoj delovnik, ti reče, koliko imaš ti dni dopusta in ti moraš vprašati za dopust. Ti cel življenje sprašuješ, stari. In pa grem jaz na svoje.
In zdaj sem jaz na svoje. Jaz kontroliram svoj čas. Jaz sem moj rabo pol leta, da sem sebi dovolil biti en petek frej. In to bi bil po mojem najbolj stresen petek v mojem lifeu. Jaz sem hodil okoli pa gledal, kdaj mi bo en... Veš, ti ne znaš se sprostiti. In to je da rečem, če nekdo... Če sem jaz bil 35, 36 let svojega lajfa, del nekega sistema in se držal nekih pravil, pa ne morem pač iz danes na jutri prešaltati. Pač sem rabil pol leta, en let, da sem si dovolil, da pač enostavno sem petek frej, brez da imam slabo vest. Ne? To, kar si prej Jure rekel, škokat je zdaj, ker nimam norišnice, pa nisem, tako čutim, da mi ne gre, čas ne gre. Veš, kje mislim, da je tle ključ, kako uspeti, vsaj jaz, ko gledam na se. Veš, ko praviš te ups and downs, ne? Jaz mislim, da ti s tem, ko imaš nek red, cilje, urejeno življenje, zdrava prehrana, lahko te valove lepo balansiraš. Boš lahko jih naredil iz tega, lahko greš bolj tako. In da lahko delaš veš, ne boš naredil mogoče nekaj ekstremnega in zelo dobrega v kratkem času, pa boš počasi delal, ampak počasi šel gor. Tle jaz sebe provam tako nekako. Stari, jaz že zdaj vidim, da bi lahko moji projekti, če bi se jaz samo drugače lotil, zdaj vem, kaj lahko naredim, pa da mi skalajo, na potenco 10. Samo vprašanje, jaz to želim. Torej lahko najdem investitorja. Jaz lahko grem, pa najdem nekoga, pa rečem, stari rabam, pa zračunamo, koliko rabimo, je to za 100-200-300 jurjev, da se to naredi projekt Slovenija, regija, svet, vse se da. Samo vprašanje je, ali si pripravljen pol ti... In sposoben. Absolutno. Vedno so dve stvari. Rabaš čas, pa rabaš denar. V času je znanje, zdaj, a jaz imam vso znanje, itak, da ga nimam, a imam ves čas, ga nimam, pa spet, koliko imaš pa denarja. Če jaz nekaj ne znam narediti, ne znam filmička narediti, bom ne Mateja. A imam jaz denar, in pol jaz ful, ko rečem, pa imaš pa tako ful informacij, mi vidimo ful dobrih caseov, kot v Sloveniji v marketingu, in bi začeli govoriti, koliko Coca-Cola naredila nek case. Stari, koliko ima oni denarja, koliko folka dela Coca-Cola, koliko Coca-Cola je časa na tržišču, lahko nehamo, Oni imajo puščic, kolikor hočeš. Dajmo stari resno, koliko ima informacije, koliko ima oni, zdaj sem z Možanom govoril, ki je bil dejansko, koliko ima Nike, znotraj Nike startupov. Mislim, nam to ni jasno, razumeš? In pa mi gre pa se gre primerjati z našimi budžeti, pa z našmu, dejno, stari. Z onimi puščičkami. Dajmo tako, poglej, kaj ti lahko investiraš, naredi najboljšo verzijo tega, seveda obkrož se s folkom, ki so na področjih, tebe zmanjka 5krat bolj pametni in pol se moraš zavedati, da pač stvari ne gre iz danes na jutri. Ni instantnih rešitev, ni. Jaz lahko, ekipa, a jemo govejo domačo juhco, ki je nona se reče nekaj, ki je nona kuha, ne vem, 4, 5, 10 urc, pa ko to juho probaš, ali pa kupimo iz ta zvrečke. Stari, ni pa problema, lahko, sam je razlika. Pa še enkrat, jej ti vsak dan guno, in prakšal pa švido, kaj se zgodi. Stari, to je tako in isto, mi bi pa tudi v odnosih, instant, vse površinsko, vse hitar. In fora, da odprimo, res kaljem folka, odpreš Instagram, bilijon folka, LinkedIn bilijon folka, TikTok bilijon folka. In mi imamo tako, vsi so nam ful dostopni, vedno bolj smo pa sami. Vedno smo bolj osamljeni in kaj smo? Na telefonu smo vsi korajžni. Prekmurska gibanica, nickname pa roastaš, pa pluvaš, pa ne vem, si ves pameten, a spustiti to, pa pogledati enega oči, mu stisniti roko, je pa stari, pa čist drug svet. Ma tudi, smo realni, uniki imajo stvari za to življenju, ponovadi nima časa se ukvarjati z nekom drugim. Absolutno ne. Kot prvo, zato mi je, mislim, meni tudi, če ne vem, če nas do ampak to, ki ti reče, da nas ne, ampak tudi jaz ne vem kdaj, moraš pa res imeti nekoga rad, tudi spet, da nekomu daješ slab nek tak unik, ker mu in sebi svoj čas trošiš, recimo, ki se mi zdi, da res ljudje ne cenijo, jaz ne vem, ali samo meni se to zdi, ali pa tudi tebi zdaj, da tega časa res ni dosti. Pa če ti hočeš imeti nekaj od dneva, je res kratek. Kratek je. Jaz sem začel zbujati, zdaj sem se jedel plan in sem začel zbujati ob 8. Ker če ne, jaz sem zbujal ob 10, to je zmanjka cajta. Ti zbujal se z mano 5, ti už ti škvat se v ti dogajalo. Kaj narediš ob 5, ko poješ zajtrk? In greš malo teč. Ne, Ne ješ zajtrka? Ne.
Kako to? No, daj povej svoj jutranji ritual. Lej, Ajde. zdaj tako, pol peta, zdaj mu tako reči, da je 85% deluje tako, ne. Ja, sej ne gre vse, kot si rekel. Ja. Če je tako, kam mora biti, ne, je, dajmo reči, 15-20 minut meditacije, imam eno posebno napravco, pa tako poglavnem, imam eno napravo, ko poslušaš na slušalke, poslušaš ritem svojega srca. Kaj že neki muse? Lej, moram pogledati. Tako, ali berem, ne, ali pa grem dejansko ven. Torej grem v hribček, grem... ven je treba iti. V vsakem primeru tam od 6:30 do 6:30 je me time. In takrat je ta čas, ker je pa čisto moj čas. In načeloma je zdaj tako. Torej, meditacija, ali bom šel kaj potelovaditi, ne, ali bom šel v hribček, ali bom kaj prebral, so pa dnevi, ko pa pač ne moram, pa čez dan toliko stvari, pa če to čas, ko tudi dejansko delam. Spet ni narobe, spet to v temu, da ti se moraš vsej truditi držati to, kar si zadal, ma če ne gre, ne moreš. Se pa zgodi, da pač enostavno že zvečer rečem, ne bom zjutraj vstal ob 5, ne, velikokrat se zbudim brez ure. Ampak če sem jaz, da mi ni mud zbuditi se ob 5, pustim uro, sej pazi, pri meni je tako, veš, bom spal, kolikor bom lahko, pa spim do 6:30, ne. Tako da, veš, pri meni se ne zgodi, ampak dejansko in mi je tako, mi je vse. Veš, tako da ne matram sebe, pa ne psihiram sebe, če se mi zgodi, da 3 dni zapored ne meditiram. Če ne se ti zamiri, Točno to moraš ful paziti, ker ne smeš se preveč forsirati za nekaj stvari, moraš iti lepo počasi. In tudi, ampak še vedno se moraš spet vrniti nazaj k tej stvari. Ne smeš pa je pustiti. Trik je pa potem, da rabaš ful več časa. To je kot telovadba. Moja je ful bolj športen tip, kot jaz. Jaz spravim, če ne bilo on tako športen, pa da Mirka prehranom, jaz bil zdaj zihar 120 kg, garant. Ja, gled, ona je pripravljena, če ti odpoveš, je fit. Mi se zabavamo, tako te, ona je pač 8 let mlajša od mene in si rekel, hudo zlija, pravim jaz srček, gledaj. Kaj, Vankaranu praviš? Vankaranu je. Ja, prid. Sam škaj, pač pali na starejše, veš. Pa malo sil, pa tako dalje. Mogoče pa daj spremeni, veš. Lahko da, lej. V glavnem, mi da znam, če enkrat šete v pravem mestu, daj srček, da moram nekaj delati na sebi, moram malo skušati, malo zdefinirati se tako, ko folk mislijo, da z mano zaradi keša, da oba veva, da ni res, veš. Tako, ajde malo, da zamenjamo. Mi smo tle dva mlada fanta, ti si že malo, ne bom rekel star maček, uveljavljen maček. Kaj imaš kakšen na svet? Za nas. Ja. Zdaj govorimo vezano na mreženje. Lahko nas tudi življenjski, vse to je vse povezano. Ja. Evo, v biznisu, denarju, ljubezni. Evo. Jure, tebi ljubezen, imaš punco ali? Ne več. Ne več. Lej, dajmo tako. Po moje, ne fejkat. To mi je tako najbolj pomembna stvar. Bo to autentično, bo to, kar sta. Čuje ste punce, ne fejkat. Ne res ne fejkat, ker je brez veze. Mislim, glej. In tako preč se je prej za tabo. Lej, to je, sploh ni vprašanje če, vprašanje kdaj. Torej, pravim tako, bod čim bolj autentičen. To, kar si ti prej rekel, da veš, da si daj šupak, je pač ne biti. Ja, sej to. Lej, trud se ne biti. Torej, če si se prej trudil biti, a si to bil, zdaj si trud ne biti. Tako, vedno boljše, kaj. Lej, torej, čim bolj autentičen in ful je pomembno dejansko, da se vidva sprašujeta, s kom pijete kavo. Torej, od koga pobirate na svete. Dejansko, s kom se boste obkrožila. To je tako. In mislim, vsi mi, ker jaz, tako, ko sem jaz skejlu, pa se mi stvari dogajajo, pa zdaj še ful enih stvari še pride, zgolj, mislim, seveda sem jaz veliko delal, ampak samo, ko sem jaz prešal to in ko sem začel poslušati, pač folk je 15krat bolj pametno od mene na področju, kjer je mene zmanjka. Torej, biti autentičen, ful imeti vizijo, torej vizijo, spiš cilje, ker to je kar znanstvena fantastika, pa ne ramo kle, toplo vodo odkrivati, napiš cilje, pri cilju, kdo mi lahko pomaga, kaj se moram mnogo naučiti, koga moram spoznati in potem trkite na vrata folku, ki vas dejansko, ne vem, pač ko si videl nekoga, ki je nekaj naredil, a tebe kle zmanjka, da ga pocukaj za rokav. Jaz garantiram, od 10 ljudi, ki pocukaj za rokav, pa so uspešni, so nekaj naredili, garant 5 folka bo dal nekaj svet, usmeritev, garant. Ljudje radi širijo znanje. Sploh gun, ki je to, dajmo reči, prigaral, ki je to cel življenje borba, pa nekaj naredil, on bo, evo,
ful en tak živ primer. Predavam in reče ena punca, ti prek Zooma pravi, času COVID-a, mi lahko Boško pomagaš, malo sem v krču, ne vem, kva narediti. V redu, povej mi, kva delaš. Kako tvoj dan poteka, ne? In pridejo hitro od tega, da ona 4 do 5 ur na dan posveča webinarjem, podcastom, ona se izobražuje, bere, ona je cel cajt monc. Rekel, v redu, koliko se ti s folkom ukvarjaš? In ona tako, ja, pa nič. Se koliko je, deva tako, pusti to, ta mood izobraževanja, pa to je top. Ampak deva tako, če ti 4 ure na dan namenjaš webinarjem, knjigam, izobraževanju, deva tako, nič ne bo narobe, če ti 2 ure temu namenjala, torej zmanjši 4 na 2, dej 2 ure, pa dej aktiviraj se, pa loviš, pa lov dobre ljudi, zanimive ljudi. Torej, kam bi ti šla? V svet marketinga, top. Ne? Na kjerom področju digital, super. Kjerih 10 ljudi v Sloveniji je ful vplivnih v tem področju, a pa 200, a pa 50. Ne? Dej jih naj na LinkedInu, na Facebooku, na TikToku, kjerkoli, ne? Dej jih pocuke z rekav, pa rečim, lej, a lahko 10 minut vaše pozornosti, a mi date lahko na svet, torej, kaj so novi trendi, s kom moram govoriti, kaj se moram učiti, kaj moram jaz narediti, da bom zanimiva za vas, za vaše podjetje, za ta svet, dajmo reči, marketinga. Ženska je bilo mogoče 1 mesec, pa je dobila job. Ja, ker misliš, fajn je, veš, pa velikrat se umaknemo, ker pač greš v svet knjige, podcasta, ne, ampak, veš, dej skočimo ven in jaz rečem, glej, torej, ko jaz sem ful bral, kot prvo nisem nič bral do 35 leta, iskreno, razne bralne slačke in pol greš, pač, ko odkriješ ta svet, pa imaš feeling, da priješ do točke, da, veš, vsako knjigo sem ugotovil, da sem jaz res debil, pa to ne vem, In pa je problem, ker ne znaš implementirati stvari. In samo nabijaš in pol, veš, odpiraš fronte, ja. Fronte in na koncu resno, ekipa rataš, čisto zapsihiran, da koncu skoraj da nič ne obvladaš in pa sem rekel detox, pa nekaj časa nisem nič in sem rekel, zdaj pa jaz to, kar jaz znam, skušal zlit v neki. Če to je cilj, da bereš, ja, sem stari, koliko to rabaš? Rabaš kar nekaj cajta, ne? V glavnem, sam še to. Jaz, ko govorim s človekom, ne? Kot prvo, jaz ne vidim kle 27 let, 21, jaz to ne vidim. Jaz vidim Mateja, vidim Jureta, vidva, pač ti si na svojem področju, na svojem skupaj delate to, jaz vidim persono. Ne? Torej, in jaz verjamem, da ko se jaz pogovarjam s človekom in se z njim ukvarjam, jaz ogromno se naučim. To je isto, Jure, ti bi lahko danes, če bi se usedel, lahko napišeš knjigo, ki bi bila čist legit, na neko temo, lahko na temo life-a, ti me te lahko pišeš knjigo, evo, najmanj kar je, kako pride do zmage na Kanu, TikTok, something, vsak od nas lahko napiše knjigo 2, 3, 50. Zdaj pa, torej jaz berem knjige, poslušam podcaste, ne, to je vse, to nam je kao okej, a v bistvu bežimo pod ljudi. Jaz pa pravim tako, beri, uči, posluši, top, dej pogovarjaj se s folkom. Ja. In ko si pogovarjaš s folkom, ki je zanimiv, ne, mene so vedno inspirirale zgodbe starejših, veš to, ne, in to, koliko se lahko to naučiš. Ne, in nam je pa tako, nacionalni šport, da bežimo stran od folka. Dej ekipa in to fokus, torej prej smo se pogovarjali tudi, lahko je ta še, ne vem, 16. na svet, odstran toksične ljudi iz svojega lajfa, odstran pijavke, ne jim dati pozornosti. Če meni pride en, ki me že cel cajt cuka z rokav, teži mi, mori me, vedno hoče nekaj, a nič mi ne da. Pa ljubo duša, kaj, sam to, ker je 20 let moj friend, fuck off, no, pel, let naprej, ne. Ker nimam, to je pogum smo se pribali, nimam ješ časa. Veš, ker zmanjka ti, ker jaz če dam 1 uro enemu kretenu. Ti tudi izsesati energijo. Točno to, on ubija za nadaljne 3 ure. Ja. Veš, in kva mi pol delamo, gremo v toksično okolje delati, torej greš v službo, ker si nezadovoljen, ne, imaš folk, ker te vedno dol nekaj tiši. Po službi greš temi na pijačo, ki so ti dosadni. Ne, in pol je pa for odpreš, ne vem, poglej medije, mi nimamo lepih novic, sam šit je, ne, našit in kaj pol delaš, sebe ubijaš in pa se strešaš na svojo družino. Priješ tam, srečaš se na punco, na mulce, na nekoga in pa si rečeš, pa te pa mulc hejta pri 15, ne, a razumeš, žena se loč in se rečeš, kako, zakaj pa ne, veš, vse, posod moš graditi odnose. Matej, zdaj,
Če mi še daj pila kaos, mora mi dva izrazi interes, da spijeva kofe. Ne? Ja. In mora, če hotela biti, imeti nek odnos čez 50 let, se mora truditi, oboj stransko to, da zgradiva odnos. Ne? Zdaj, stvari so nam pa publikat samoumevne. Še to, please, ne imati stvari za samoumevne, ker ni. To, da mi danes sedimo, ne, in da imamo luč, da imamo mikrofone, da se mi lahko pogovarjamo, da nam tle ne letajo bombe, da ekipa res nam ne škodi hudega, no, a bi lahko stvari boljše, in tako so lahko vedno boljše, ne, zato moramo biti hvaležni. No. To še to. Ne rabimo zdaj bosi hoditi okoli, pa hoditi po Kopru, po škofijah, povemati ljudi, mimoidoče, pa ne vem, ampak dej pa se lahko malo bolj hvaležen. Ja, lahko si daš roko zvečer, rečeš, smo tudi nekaj naredili, ni samo... Kul je stvari, ležitje, veš, nismo, tako v glavnem, te osnovne stvari, jaz mislim, da v zgodbi grajenja odnosa, povezovanja je ful na temu, da si dejansko dovzeten, da si v momentu, v trenutku, da si hvaležen, da imaš kul samo podobo, pa da dejansko zavestno veš, da se svet ne vrti okoli tebe. To, če sem jaz knjigo napisal, in? Ja. Ne, resno, in? Ja. Mislim, tudi to, TikTok nagrada, legit, fajn, in? Jaz sem istega mnenja, ki me vprašal, kako si, pač kul, ampak... Ne, ne resno, se ni kaj zdaj, prav meni, nič se ne spremeni, stari, ne bo se svet, ne vem, pizda, jaz ne vem, Gaddafi. Gaddafi je imel vojsko, dec. On je imel letala, tanke, on je imel celo armado, pa sta se dva, ne vem, 3 zjutraj, ne vem, spolna, da ne bo več on oblasti, pa pač ni več, ne. A veš, zdaj bo pa en klej boško neki, dejno ekipa, no. Tako da moramo biti klej mičkem bolj prizemljeni, fajn delati lepe zgodbe, ampak še enkrat, prizemljen, avtentičen, hvaležen, pa ful nam manjka to, da smo proaktivni. Tako. Da ti rečeš folku, glej stari, ne vem, to delaš dobro, to je cool. A pa rečeš, ti si mi zanimiv, ne vem, svaka čast, a če svet mi da kavo. Jeb se redo tebe, ki je naučil. Ne glede na to, a je to na drugi strani 15-letnik, 70-letnik, moški, ženska, rdeč, zelen, oranžen, who cares, no? Dej, če vidiš, da nekaj zanimivega, dej povej, ti si mi zanimiv, a ćemo spiti kavo. Ne rabimo imeti, ne vem, že vnaprej 16,000 scenarijev. Tako. A si predstavljaš, sem jaz moj Mirjani na prvem zmenku rekel, draga moja, vem, da si 19, jaz sem 27, ampak čez 3 leta vam je poročena, čez 5 let boš imela otroka, pa psa bova imela, pa živela bova v 17,5 kvadratih, to bo najem prvi flat, ne. Po moje že, ko bi rekel, čez 3 leta boš poročena, bi ona rekla, adijo. Čau. Ste še neki skupaj, on tudi pada na 20 Dej, umiri se ti. Ne, to je cool, stari. Ne, no. On mene tako, padam na 20-letnice. Ja. Jaz padam na starejšo, na mlajše, kaj to se? Na mlajše. Čakaj, samo. Ti si imel punca, ne? Ja. Jaz sem tudi imel punco. Jaz sem imel punco 9 let. Jaz sem imel 9 let punca. 9 let si imel punca? Wow. Kje zajemo? Pizda, vse je komunikacija. To je bil zajeb, pač, dobro, ampak ne pustimo to drugič. Ne, jaz sem samo še en mogoče komentar, ki mogoče si ti izpustil, ampak si omenil. Jaz mislim, da tudi vsak človek bi se mogel posvetiti sam sebi, kot si ti vzameš na urco zjutraj pa pol. In da je to tudi zelo pomembno, da si sam sabo, čas zase. Pustiš telefon doma, greš na sprehod, procesiraš stvari, se vprašaš, sem srečen, sem zadovoljen, je to, grem v pravo smer in si malo odgovoriti neke stvari. No? Mislim, ker da si ti dober za druge, imaš prvo svojo streho med urejeno. Evo, Jure, to, kar si rekel, pa polno vprašanja. Jaz sem rabil več kot 40 let, 42 let, da sem šel brez slabe vesti letos januarja prvič v Umag, v januarja za 3 dni sam, v hotel sem imel kreativni vikend. Pa pazi, jaz sem imel prej slabo vest. In če sem šel 2 uri, ne vem, na sprehod sam, na pir s frendom sam, pa me je grizel mulci, žena, pa moja v lifeu ni nič rekla, ampak sam sabo sem imel problem. Ja. Da priješ do tega, to sam potrebujem, Jure, kar si rekel, ne, da dejansko moš, ne, da, mulci so preživeli. Ja. Ne? S tem, da sem jaz imel tako top 3 dneve sam, torej sam masaža, wellness, večerja,
pisal kreativno tako. In to sem rekel, da delu, upam, da 2krat na let, minimalno enkrat, seveda, če bomo, pa je to, če je to, da grem v neko kočo nekam, ali nekam na morje, ampak da si sam sabo, to se frustriram. Sam to je tako, veš, tle moraš biti pa že tako malo. Moraš pa tudi podporno okolje imeti. Veš, jaz lahko sam razpolagam svojim časom, ne, in svojim življenjem, in jaz sem tako si vzel pa mesec pa pol, ne, ko sem šel. Samo, tudi punto sem imel takrat, pa sem rekel, grem sam, pa sem mogel iti sam, ne, in je prišlo obdobje, ko sem res rabil, čau, vse, služba, prejšnja, vse, ne, in recimo zanimivo je, da se nekako pol res mogoče, ne vem, ena stvar, ki je zdaj zanimiva, ki sem dosekrat razmišljal zdaj pred kratkim, je to, da včasih sem jaz ful moče nek notranji glas, ker me je ful nagovarjal in naredim pejdi, ampak ko sem ta zadostil, tega glasa ni več. Aha. In je moja glava je čista, je brez, nič me ne preganja. Sem pač, lahko sem v momentu in živim v momentu in delam stvari v tem momentu. Pač sem res lahko prisoten. In dejansko mi je zanimivo, pač ljudje vzemite si čas zase, pač res. Lej, če bi jaz pri 27 tako gruntal, pa tako razmišljal, kot ti, pa rečemo ti pri 21, ne, veš, to je guna fora, tako, what the fuck, veš, koga so te stari rekli, če bi jaz imel to pamet pa tvoje leta, ne, a veš, zato je, glej, en kol ne preživeč te stvari, a veš, jaz sem rabil 40 let, da sem določen stvari ozavestil, enih ankol ne, enih pre 18, to je life, a veš, jaz zdaj ne vem, zakaj sem jaz rabil, če vse ta šita id, kva me še vse čaka, definitivno je pa life, ko se odpreš, ko si pustiš biti tako, dejansko in dejansko bolj odprt, ko probaš stvari, ne, pa dino life je zanimiv, no, a vmes boli kaj svina, sam na konc je, ne, mislim, fajn, no? Ti si hotel neko vprašanje prebrati. Ja, zdaj stop dvolj, tle vsega vidim uro 30, editam jaz, ne da se mi uro 30, editam, zato zdaj vprašanja. Sem imeli editorja. Ja, mogoče, zdaj bomo nabavili editorja, tako da temu se bom znebil. In pol bo lahko bil 3 ure zaradi mene. Zdaj sem že jaz tle. In je benti tle neka težka vprašanja. Ali kje obžalujete v življenju? Na hitro, Jure. Žaluješ kaj? Ne. Ne, jaz niti. Ok, katera je ena stvar, ki, če bi imel priložnost, bi jo, je vprašala Tjaša Skrvarc. Kaj lahko ti malo to vprašanje bo, Luizi? Ja ne, to je segment, ko super gremo skozi, ne bomo tle. Martin Maze, evo, od Maze sin. Katera je ena stvar, ki, če bi imeli priložnost, bi jo naredili brez pomisliti? Naprimer, skok s padalom ali kakšen cilj v lifeu. Jure. Tako da ti zdaj Zdaj, če bi lahko, bi zdaj tako. Aha, zdaj tako je. Imaš kaj? Imaš ti kaj, Boško? Pa če sprovam to res delati, te stvari, ki hočem. Tako da nimam trenutek. Pa danes zdaj počest, ne vem. Lej, ko imam nekaj v glavi, da nekaj hočem, jaz pač štartam v to. Ja, zdaj... Grčijo bi šel, to, ki ti govorim, da gremo. Ja, okej, no, gremo v Grčijo. Ja, pač. Mislim, jaz grem v Italijo, to, ko žena hoče, ampak tudi hočem jaz. Ker ona hoče. Res si želiš to Italijo, ne? Ker se ona to želi, pa se tudi jaz pa želim. No, pa što je ljubezen. Koliko praviš, ful imaš dober leži, pa je pravno... Ali ne, videl sem fajn, tako da... Res sem vesel zate, mora biti lepo. Vidiš, če bi imel starejši, ne bi bilo tako. Imela sem znači en intervju, in pa kao, kako vidva te dnevne odgovornosti, kako to, veš. In moja napiše, da se pač oba se zasedena in da se prilagajava in pa res napiše, gledaj, dnevno pravila hišna so takole, pač naredi tist, ki ima čas, če ne se počaka, da vam je čas. Dobro. Buskijo, če se je več na svetu oken ali gum? To je bilo na fora na... Kaj misliš, da je več koles ali oken na svetu? Ok, ne štekam, kaj je fora? Ja, kaj več, koles ali oken? Oken ali koles? Oken ali pač več kolo, motorno kolo, kolesa? Po moje več oken. Res? Jaz sem še vedel, vsak avto ima 4, ne, najmanj. Pa gledaj, koliko bajta oken. Ja, ma nimajo vse. Ja? V Afriki imajo avto, nimajo, imajo tudi okna. Ja, niso več tako... Kaj bi rekli? Jaz rečem, da je več koles. Po moje koles tudi. A res? A to lahko pogledamo? Ja, bomo pogooglili. Ok, bomo pogledali. Dobro. Ta sto ima 6 koles, več kot le okn, ne? Ja, vidiš, to moraš vse to pomisliti. Leuni radiator ima kolesa. Že več kot okno teh iz... Ampak avto ima tudi okna. Ja, 4 okna, v več... 5, 6, 7. Tudi rezervno kolo ima. Ja, kaj pa, dobro. Kaj pa recimo, veš tale... Bomo googlali, kaj več. Furgon, veš kaj ima eno.
Luka Medved, Jure, kolikrat na dan? Kaj to? Ne vem, jaz kakam enkrat. Kaj to češ, kakat? kolikrat na dan? Ne, vprašaj, kolikrat na dan, piše, kolikrat na dan. Po moje vse enkrat na dan, njihov prav. Da enkrat na dan. Ok, ne vemo kaj, ampak dobro. Ja, pač večino stvari. Ja, enkrat na dan, zihar. Ja. Neli Jerenec, kaj so 3 stvari, ki bi jih vzeli na samotni otok? Boško, začnemo s tabo zdaj. 3 stvari. Ženo in oba otroka. Ja, gledaj, Jure, bere moje misli. Jure, hvala. Kaj pes ostane doma? Pes je zdaj že malo star, tako da ne. Pa po vsej verjetnosti neki za ogen kurta, veš, kaj me hitro zmene, veš, tako da ne vem, po mojem kakšno dobro knjigo, ženo bi tudi vzel. Kakšno otroke ne. dobro knjigo. Otroke ne, ali kaj? Pa gledaj, stari, vse so sam, ne kažeš kva, ker sem že rekel knjigo, že eno, ne, 2 otroka sta, to ne A to je pod eno? 3, Ja. tako da ne, gledaj. Enega otroka, katera je To se doma, veš, hecamo, kao, veš, koga imaš raja, veš. Ja, ta je kruta. Ne. Ve, saj ve odgovor. Jure, kaj bi ti vzel na samotni? Kaj bi vzel? Kaj bi jaz vzel? Bivšo? Moramo vrniti. Ja. Vzel bi verjetno... Bivšo? Kaj rabiš na toku? Kaj rabim jaz na toku? Vzel bi verjetno neko folijo, da lahko zbiram roso. Pol bi vzel... Gledaj Survivor, gledaj. Pol bi vzel... Ko gledaš Survivor, levo. Švicarski nož bi vzel. Švicarski... dobro, ni slaba. Švicarski nož. In... luč... Ne, to je lahko ogen narediš. Kaj sem? Kaj za... Fuck, Kaj za- sol... Upremo, da podcast se snemo. Olivno olje. Olivno olje. Olivno olje, ja. Začimbe, Kaj pa da ti, vse Matej? kar uloviš. Kaj bi pa ti vzel? Fuck, ne vem. Bivša. Bivša? Hiro. Ali bivšega? Ne. Ne, nobenega ne bi vzel, ampak ni bilo bivšega, lepo prosim. Eno full stack papirja. Da bi pisal, Pisalo. režiral in bi pisal filme. Pisalo in neki za ogenj, ja, kaj drugo bomo že. Kaj, ogen narediš, samo palco drsaš, pizda. Ja, si že naredil, kdaj je ogenj? Pa si gledal, nisi si Gledal, gledal, si naredil ogenj? Ja, S palcem drsati. jaz v vsaki zvezi naredim ogen. Ok. Dobro, nehaj. Evo, zdaj pa, ena druga je vprašala, Maja Rusnjak je vprašala 3 osebe, ki jih bi vzel na samotni otok. Okay. Sam še 2 povej, za povej. Koga bi vzel? Ne vem, bi vzel starše, bi vzel na samotni otok. Glede na to, da ne morem živeti z njimi doma, ne. Bi vzel mogoče, bi vzel brata, Mateja In to. in, Boško. in še kakšno žensko mogoče, evo, da Jaz bom, imam ne, oba mulca pa ženo. No, to, ja. A ti legalno ne smeš reči drugega. Ja. Ne, daj, officially. pišeli tako, ker mu dal off, bom povedal. Ok, jaz bi vzel eno hudo pupo zraven in Tom Hanksa. Zato, da pač lahko Da se pove, ne bo kako je ukvarjal to. s pupo, dobro, ne? Ja. Opa se, Zdaj vrača. Ne, Naprej. da lahko pač gremo skozi to, pač Castaway in to, ki je bil on, da lahko gremo. Še Wilsona. Ja. Še Wilsona bo naredil, ja. Dobro, in še zadnjo od Perota, od Devilsov. Pero. Ja, ki spero, ali rajše dajaš ali dobivaš? Bomo rekli o darilih. Jure, rajše daš darilo, dobiš darilo. Tvoja darila slabo zapisati. Dobim, I guess. Jaz Ja, ne maram ne eno, ti ne drugo, boš ki meni boljša. darila, ne, to je. Čeprav to je fora, veš, Pero je dal dobro Ja. vprašanje. Fora je temu, da mi tudi ne znamo sprejemati. Ja, ful je tako, Ja. kaj zdaj, ja. Ej, ker te en da pohvalo, ne? Ja. Jaz sem se- jaz Ma sem ne, učil- sej ni, ono, veš, ker ja, točno ne, to, ja, ker ja. ste meni prej rekel, imaš dobro brado, sem začel nekaj, pa sem se... Ja, si Pazi, rečeš, hvala, to je to. pizda, ja. Jaz rečem tam mamu, rete mam. Ja. On reče, vem. Ja, se tako, vse to je res. Ja. Ja. Pol šele ti bije v glavo, da se moraš počutiti krivega, Ja, če te ker nekdo ti moraš pohvali. kao pol nazaj Ja, ja, ja. povedati, ne. Pa če te neki pohvali, ne. Trik je, ful je, Pero je dal dobro vprašanje. V glavnem, treba je znati sprejemati in tudi dati. zmagaj, ko znaš dati. S tem, da je fora, ko daš, zdaj pa trik je klej, Ne smeš ko nič daš, da ne pričakovati. pričakuješ, ampak resno, da ne Ja, ja, pričakuješ, ja. ne guna, ne, torej Tako. če si nekaj naredil, ali Naredi to zato, doma, ker si naredil. in pol je takoj pozabiš. Ampak resno, to je spet trening, ti moraš odmisliti. Torej, če sem jaz naredil uslugo nekomu, ne, in potem, glej,
tudi če se ne dobiš nazaj, kar si pač pričakoval, ne smeš sebe, Tako. pač si naredil in to je to. Pač to je spet odgovornost enega drugega. Tako in končamo še z Casar je rekla, Rimanič, ti si full lep, to je to za danes. To sploh ni Zdaj ni vprašanje, bilo više. po moje. Lep. Poglej, piše, Lej. poglej, piše, Kaj piše? prvo, kaj piše, prvo. To je to. Ja, kaj ima veže, to je še večji kompliment. Še večji. To je že večji Ajde, nič, dej, ekipca. Čakaj, stop, Ja, ja. čeknit knjige, kje, dej, plagaj se. Ja, ne, glej, lahko na moji strani poslovno mreženje je knjiga pa vseh večjih in boljših knjigarn. Imamo pa dve, kaj ćemo mi zdaj? Eno podariti, kaj ćemo narediti? Ja, če lahko. Lahko, dajmo eno podariti. Nič pofollowat Boškota in nas. Kaj imaš Instagram? Imam TikTok. Vse ima, Ja, ja, pa LinkedIn, kaj bi rad, TikTok. kjer link ti Ej. damo? Kaj ti damo? Ti povej kaj in... Glej, Spletno stran? Dobro, LinkedIn ti jih ne bomo promovirali. TikTok, pa sej, dajmo Dobro. TikTok. Spletno stran tvojo, najboljša verjetno, tam je najbolj call to action, najboljše. Ne, daj kar TikTok. TikTok, Dobro, ok. lej, na TikTok followat nas, Boškota in ja, ena knjiga, jaz čitam, prišla ful prav. Eno podarim jaz, ena pustim pa vama, pa vi da podarita komorkoli boste video cena. okej. Prav? Dobro, ok. Oni, ki res se ne znam režiti. Kakšnemu ribiču, a? Koliko, pa eni dobri pupi. Dobro. Nič, v glavnem, ja, evo, followat nas, Boškota, hvala za ogled, Boško, še enkrat hvala tebi, da si danes prišel. Ja, hvala ti. Hitro je to letelo. Veš, koliko snemamo, koliko bi rekel? Pa jaz mi je občutek manjka ura, no, iskreno. Snemamo uro 40 član, moj. Tako da ja. Hvala. Ajde, uživajte, vsi se vidimo. Like, comment, share, subscribe, zvonček, se ga vidimo drugič.